Lep pozdrav vsem skupaj, zdaj smo spet nazaj v plenarni sobi in bi kar nadaljevali z našim planom. Mislim, da zdaj sledi povzetek dela po skupinah. Lahko pogledaš, če ni pauza, a zdaj povzetek, pa je pol pauza? Ja, po povzetku dela imamo planirano pauzo. Tako, ja. Morda bi kar jaz, glede na to, da sem bil v tej prvi delovni skupini, oziroma v skupini za razvoj gozda poročal, kaj smo se pogovarjali. Potem pa bi prosil Nikico, pa na koncu pa še Markota, da poroča. Nekako dotaknili smo se glavnih problemov, zdaj, da bi neke hude rešitve našli, jih nismo. Pogovarjali smo se o problematiki obnove, o naravni obnovi in umetni obnovi. Zdaj, če bi želeli povečati umetno obnovo, kar bi bilo seveda, se nam je zdelo vsem v interesu, da je, da je treba nekje povečati umetno obnovo, je seveda problematika zagotavljanja sadilnega materiala. To bi bilo treba zagotoviti, da imajo drevesnice dovolj ustreznega sadilnega materiala na voljo, da lahko in ali v primeru večjih naravnih katastrof se ta material uporabi, ali ko pa ni teh katastrof, pa nekako, da so neke površine, kamor se ta sadilni material posadi. Druga stvar je seveda tudi problematika objedenosti, torej slabega pomlajevanja zaradi preštevil, zaradi neusklajene divjadi. Recimo kolega Železnik je opozoril o izginjanju hrasta iz krakovskega gozda, da se ne pomlajuje. Potem smo izpostavili nego gozda, ker nekako izpostavljeno je bilo, da se njega skoraj ne izvaja, in da po drugi strani je pa nekako kvalitetna njega pogoj, da bomo pridobivali tudi kvaliteten les. Je pa seveda treba potem v naslednjem koraku zagotoviti ustrezno porabo tega kvalitetnega lesa, ne recimo, da proizvajamo kvalitetno bukovino, ki jo potem v kvalitetna drva pretransformiramo. Ker njega je vlaganje denarja, časa, dela, in je pa to seveda tudi strokovno, torej gozdarsko strokovni izziv. Velik del časa smo namenili nekako problematiki množice lastnikov. Po eni strani smo ugotovili, da je množica lastnikov, torej majhnih lastnikov, lahko prednost, lahko je omejitev, izpostavljeno je bilo, kako bi jih aktivirali lastnike, izpostavljeno je bilo, da bi lahko z nekim povezovanjem, zdaj zadruge, kooperacije, zadružništvo, neke te metode. Seveda je bilo tudi rečeno, da povezovanje bo, ko bo potreba, da zaenkrat izgleda, da lastnikom gozdov nam še ne gre toliko slabo in rajš vsak svoj traktor kupa, ko pa bi, če pa vsak ne bi mogel svojega traktorja kupiti, bi se pa že lastniki že znašli, pa bi si, sposojali. Predvsem pa, da za povezovanje lastnikov je treba imeti poslovni načrt, in da ko bo imel lastnik nekak osebni interes, ko bo videl, da lahko nekaj iz tega združevanja pridobi, da bo potem tudi zadružništvo steklo. Kolega Prah je izpostavil primere dobre prakse zadružništva, izpostavil je tudi povedal konkretne primere, kje te stvari niso stekle, zakaj niso stekle.
Skratka, lastniki morajo imeti, ne vem, skupne cilje, ne, neko filozofijo, no, ampak nek konkreten cilj mora biti, ne, da bodo potem skupaj stopili. Izpostavljeno je bilo tudi, no, da mogoče združevanje je bolj v interesu nekih srednje velikih lastnikov gozdov, mogoče ne tistih čista najmanjših, ampak neke taka srednje velike posest, seveda je to odvisno čisto od področja, kaj je zdaj srednja posest, pa seveda kvalitetni svetovalci, ki bodo znali lastnikom svetovati, ne, tudi mogoče v ekonomskem smislu, v poslovnih načrtih, ker je bilo izpostavljeno, da ponekod vseeno še informacije ne pridejo do lastnikov gozdov, ne poznajo načrtov, ne vejo, da ne vem, so gozdno-gospodarski načrti, gozdno-gojitveni, ne vejo, koliko lahko posekajo sploh, oziroma koliko bi lahko trajnostno sekali. Potem je bilo tudi izpostavljeno, če je ta sistem rečenja v nedogled, no, da če je to res neka strokovna stvar, ki jo želimo, po drugi strani je bilo pa izpostavljeno, da ja, če pa gremo večji površinski končni posek, je pa tukaj se zna zgoditi, pa če je javnost začne spraševati, zakaj smo tam golosek naredili, čeprav morda je šlo res za končni posek, ne za neke veliko površinske goloseke. Pa seveda, to pa že Boštjan in Peter sta oba izpostavila, da to, kar je že Marko tudi povedal, da smo se o vseh teh problemih, ko smo začeli študirati, smo se o istih problemih pogovarjali, zdaj nekateri mogoče na sredi svoje gozdarske kariere se še vedno so ista vprašanja, ali pa isti izzivi isti strokovni izzivi, tako da bi tukaj mogli neko akcijo narediti, oziroma vemo, kaj je problem, nekako akcije pa ni. Zdaj ne vem, jaz upam, da sem vse povzel, če so zdaj kakšni člani skupine, kjer sem bil, če sem kaj pozabil, ali pa če bi želeli še kaj izpostaviti, prosim, da kar zdajle povejo, oziroma poveste. Zdaj, če ni, bi pa potem, seveda, bo še po odmoru, bo tudi še plenarna razprava, bo morda tudi tam bo še možnost, tako da zdaj bi pa prosil kar drugo skupino, mogoče Nikico oziroma kdorkoli je poročevalc, da z nami delijo svoje, kar so ugotovitve. Ja, hvala, Gal. Zmenili smo se, da bom kar jaz poročal o delu naše skupine iz varstva gozdov. In za ta namen bom shareal screen, da bom pokazal, kakšne zaključke in odgovore smo dali na naša vprašanja. Da najdem. Takole. Ja. Takole, vidite? Vidimo in slišimo. Super. Takole, mi smo obravnavali ta 3 vprašanja in vam zdaj po vprašanjih pokazal, kakšne so bile naše ideje. Torej, prvo vprašanje se je glasilo, ali se pravočasno izvajajo negovalna in varstvena dela v ustreznem obsegu v smislu krepitve gozdov na naravne motnje. In če je to odgovor ne, kateri so ključni dejavniki vplivajo na to. Torej, mi smo skladno vsi govorili, da z
ne izvajajo niti pravočasno, niti v ustreznem obsegu. In pa smo tudi našli in navedli tudi spodaj tele ključne dejavnike, ki so temu vzrok. Ugotovili smo, da je za to namenjen premajhen proračun za vlaganje v gozdove, saj je že od 2013 na isti ravni. Po drugi strani pa gre do cene dela in materiala navzgor. Potem imamo majhen interes lastnikov, ker imajo pač majhne parcele in iz tega tudi izhaja ta njihov majhen interes. Revirni so zelo preobremenjeni s vsemi svojimi obveznostmi. Potem tukaj je še neosveščenost glede pomena in vloga negovalnih in varstvenih del, predvsem to glede lastnikov velja. Potem je to splošna pripomba glede neznanja na področju tega, ki obravnava to vprašanje. Imamo še potem izvajalska podjetja, ki so obremenjena z drugimi nalogami in nimajo torej časa še izvajati potem negovalna in varstvena dela v gozdovih. Potem izvajalska dela velikokrat so ne dovolj izobražena in usposobljena in zato izvajajo nekvalitetna negovalna in varstvena dela. Vzrok za vse to je tudi prenizka cena sofinanciranih oziroma financiranih del. Kakor sem že prej povedal, kvaliteta izvedenih del je včasih zelo vprašljiva. In potem ti viri sofinanciranja imajo tudi določene probleme. Pri PRP-jih je velik problem birokracije in problem doseganja pogojev, teh razpisnih pogojev, da lahko pride zraven. Potem pa je velika diskrepanca med gozdnim skladom, PRP in proračunom, ki imajo tudi spet različne pogoje in druge probleme, ki vključujejo. Politika potem ne stimulira dovolj lastnikov gozdov. Lahko bi jih bolj stimulirala z nekimi davčnimi olajšavami oziroma našli neke druge mehanizme, da bi potem lahko izvajali več negovalnih in varstvenih del, tudi v smislu njihove izvedbe kakovosti. Imeli smo pa še potem eno še dobro pripombo glede požarov in sicer je prišla do ena ideja, da je mogli še izboljšati karto požarne ogroženosti, ki se tudi nekaj deloma tega vprašanja tudi tiče. To je bilo glede prvega vprašanja vse. Pri drugem vprašanju se je priglasilo, kako zagotoviti boljši sistem spremljanja škodljivih organizmov v gozdovih. In ugotavljamo, da sistem spremljanja moramo prilagoditi njenemu namenu. Za ugotavljanje dolgoročnih trendov je ta sistematična mreža ustrezna, torej stalne vzorčne ploskve so v redu. Za najdbo nekih redkih škodljivih organizmov bi mogli uporabljati neke druge metode. To bi bilo mogoče lahko izboljšali in zgostili mrežo vzorčnih ploskov, ali pa da bi jih izvajali na 4x4 km vsako leto. Vem, da tu potem takoj pride problem sredstev, tako človeških kot denarnih. Mogli bi tudi preučiti možnost uporabe nelinearnih transektov, ker po naših raziskavah smo prišli do zaključka, da ta način spremljanja in iskanja škodljivih organizmov pride do najdbe večje količine škodljivih organizmov. Predlagano je, da bi tudi redno in pogosteje spremljali. Sicer po pravilniku o varstvu gozdov gozdarji morajo spremljati najmanj 2-krat na leto, iglas gozd pa vsaj enkrat mesečno čez poletje. Pa imamo tu različne metode, kako to spremljanje se izvaja. Uporabljamo in tudi letos uvajamo stalne kontrolno-lovne pasti na sistematični mreži, ki bo nekako izboljšano tole spremljanje osmrzobega smehovega lubadarja na ravni cele Slovenije. Tako da tale predlog je v bistvu že v izvajanju. Pomembno je, da uporabljamo različne metode za različne tarčne organizme.
Za žuželke to uporabljajo različne feromonske vabe, različne vrste pasti. Za glive uporabljajo lovilce trosov ali pa druge načine vzorčenja. In za kakšne tretje vrste škodljivih organizmov pa spet nekaj čist tretjega. Torej mora biti specifično. Zelo smo poudarjali, da bi se dalo ta sistem spremljanja izboljšati z izobraževanjem strokovnjakov in celega terenskega kadra. To je tisto, kar je tule poboldano in je zelo pomembno ugotovitev tega delovnega sklopa bilo izpostavljena. Ena ideja je, da bi uvedli tudi specializacijo, da bi popisali oziroma spremljanje upravljali sam strokovnjaki, ki bi bili specializirani za varstvo gozdov. Po drugi strani se pa zavedamo, da je to težko izvedljivo. Uporabljamo lahko in že uporabljamo ljubiteljsko znanost, to je po angleško citizen scientist. In ti torej ljubiteljski znanstveniki lahko tudi prispevajo veliko teh podatkov. Določiti moramo nek namen spremljanja in seznam škodljivih organizmov. Ne moramo kar poprek iskati škodljive organizme, ampak jih moramo iskati točno, kere pa hočemo, torej moramo imeti nek seznam, kere hočemo iskati. Ker teh organizmov je zelo veliko, na tisoče in tisoče, če ne milijone, in moramo imeti nek cilj, kaj hočemo, kere hočemo spremljati. In to je s pravilnikom varstva gozdov, so določeni, kere spremljamo. In mogoče bi pa še potem za kakšne druge še bi mogli to kaj še razširiti. Ciljno moramo izobraziti entuziastične strokovnjake, ki imajo veselje z delom, z iskanjem škodljivih organizmov. Dobro bi bilo izobraziti tudi lastnike, ki spremljajo, bi spremljali svoj gozd in bi na takšen način spet povečali število deležnikov, ki bi bili v to aktivnost vključeni. Pomemben je pa PR, je, da gremo tudi na lokalno obveščanje prebivalstva na nek laičen način, ki je njim razumljiv in v tem smislu poudariti, zakaj je to za njih pomembno in s tem tudi potem jih motivirati. Imamo že na voljo tudi neka orodja in še bi jih lahko izboljšali, tako kot je ta priročnik za določevanje poškodb gozdnega drevja, ki bi pač pomagal pri izboljšanju tega sistema spremljanja škodljivih organizmov. To je bilo na kratko vse glede drugega vprašanja. Pri tretjem vprašanju pa smo obravnavali problematiko invazivnih tujerodnih vrst. In sicer smo odgovarjali na vprašanje, kakšne so usmeritve in ukrepi za njihovo obvladovanje. In kot najbolj pomembno smo izpostavili dve zadeve. In sicer prvič, da v tej problematiki moramo res delati na osveščanju o nevarnostih invazivnih tujerodnih vrst, izobraževati javnost, pa tudi druge deležnike o nevarnostih ITV vrst. Po drugo je pa, da zadeve še zdaj niso sistemsko urejene, zato je velika in nujna potreba po sistemski ureditvi teh zadev, ki bo omogočala učinkovito ukrepanje invazivnih tujerodnih vrst, ker zdaj je to in tega ne omogoča. Torej, kjer so pa še te druge ukrepi in usmeritve, ki smo jih še tu navedli, to je sistem ZOHO, zgodnje obveščanje in hitro odzivanje. Potem pomembno je, da ima vsaka svoja vrsta svoj način oziroma metodo za ukrepanje, torej obstajajo neki specifični ukrepi za vsako vrsto posebej. Imamo na voljo zdaj ta tujerodni vedež, kjer je neka zbirka metod za odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst, sicer bolj na poudarku invazivnih tujerodnih rastlin. Pa imamo tu na voljo še druga orodja, kot so strokovna navodila, izdana v okviru JGS-PPD službe. Eni ukrepi so določeni s predpisi, recimo s pravilnikom varstva gozdov, iz zakonodaje zdravstvenega varstva rastlin, zakonodaja. Tako da nam tudi pravne podlage včasih prav določajo, kakšne ukrepe moramo kdaj uporabiti pri določenih škodljivih organizmih. Metode so zelo različne, tu jih navedeni samo nekaj, ampak kakor že rečeno, res je treba uporabljati neke specifične metode,
za določen škodljiv organizem. In pri izbiri upoštevati učinkovitost, ekonomičnost in škodljiv vpliv izbranih metod in sredstev na okolje. Tukaj je bila potem še dobra ideja, da moramo izdelati še karte rizičnih območij, ki bi nam potem pomagala pri nekem tarčnem iskanju in osredotočenju, kje iščemo te invazivne tujerodne vrste in bi jih tako način hitreje našli in potem tudi lahko hitreje proti njim ukrepali. In pol v planu so že tudi načrti izrednega ukrepanja, nekaj je že narejenih, nekaj še moramo narediti. In vsi ti akcijski plani, vključno z načrtom obveščanja, mora imeti tudi vključevati načrt obveščanja in komunikacije, ki je izjemno pomemben, da potem ta zadeva res tudi lahko na koncu deluje. Pomemben je PR, tako kot pri prejšnji točki, torej da obveščamo vse deležnike. Važno je pa, da gremo tudi na tisti kraj, kjer se ta invazivna tujerodna vrsta ne pojavi, da lokalno obvestimo to prebivalstvo na laičen način. Tako da to je to na kratko o naših 3 vprašanjih, ki smo jih obravnavali. Hvala. Pri nas bo kolega Žitnik povedal. Ja, hvala lepa. Zdaj v primerjavi z drugima 2 skupinama, oziroma to, kar smo slišali, je bila razprava v 3. skupini bolj, bom rekel, splošne narave, morda celo malo že filozofska. Mi smo si sicer optimistično nastavili 5 točk, okrog katerih bomo debatirali, smo se pa na koncu bolj ali manj vrteli okrog ene točke, in sicer okrog dinamičnega oziroma statičnega vidika, če rečemo upravljanja ali pa gospodarjenja. Zdaj, precej zahtevna tematika, lahko rečem, tako za strokovno, kot še posebej tudi za laično javnost. Lahko povem v bistvu, da smo se najprej dotaknili pravzaprav nekega ugotavljanja dejanskega stanja, se pravi, ali je prevladujoč dinamični ali statični vidik upravljanja pri nas, se pravi, zastavlja se vprašanje, ali dejansko upravljamo z gozdnim ekosistemom na način, da res zahtevamo na določenih površinah ohranjanje zatečenega stanja, ali že sam, bom rekel, koncept gospodarjenja preko razvojnih faz in pa sledenja nekim modelom, ki so bili danes predstavljeni, zagotavlja pač to dinamiko. Samo razumevanje dinamike razvojnih faz je seveda tako še predvsem pa za, rečemo, laično javnost zahtevna materija, dostikrat prihaja, bom rekel, do nekega nerazumevanja oziroma, če rečem, pri vprašanjih končnih posegov lahko tudi do negativnega učinka v javnosti, zato ker pač razumevanje, da z posegom enega drevesa omogočimo razvoj na tisoče mladim novim drevesom, mogoče tega še nimamo toliko zavesti. Pogovarjali smo se tudi o tem, da bo verjetno ta dinamični pristop v prihodnje še toliko bolj pomemben, še posebej, če vzamemo, bom rekel, v obzir podnebne spremembe. Govorili smo o adaptivnem upravljanju, o mnogonamenskosti teh gozdov in se nekako pogovarjali o tem, da je verjetno to tisti pravi pristop. V nekem momentu smo zašli tudi na področje integracije in pa segregacije. Pogovarjali smo se v bistvu o tem, da bo potrebno pač ta segregacijski vidik okrepiti predvsem morda preko vzpostavitve novih gozdnih rezervatov, integracijo pa seveda nadaljevati to, kar se že danes počnemo, se pravi ekocelice, posamezna habitatna drevesa in pa tudi, bom rekel, drugi ukrepi. Je pa ta segregacijski del toliko bolj vprašljiv z vidika motenj, ki smo jim bili priča recimo v zadnjem obdobju. Jaz sem precej krajši, kot sta bila moja predhodnika, bi pa potem seveda prosil še ostale predstavnike skupine, da me na tem mestu dopolnijo. Morda samo ena stvar, da smo tudi v tej skupini prišli do tega, da
bo potrebno veliko več delati z javnostjo, se pravi, pravzaprav ne samo z javnostjo, ampak tako z javnostjo, kakor seveda z lastnikom in pa z stroko, ki je na eni strani naravovarstvena, na drugi strani gozdarska. Te stroke pač prihajajo zraven z enakopravnimi svojimi stališči, a ne? In skupaj probajo pač dodelati neke oblike, tukaj se pač vezamo spet na tiste povezovanja in tako naprej, ker danes še nekako ne teče, ampak recimo, da bo enkrat v prihodnosti. Naš predlog je bil, da se to začne, da imamo neke modelne pristope ali pa neke poskuse in začnemo tam morda, kjer so res veliki lastniki, da se na tistih posestih začne delati, če tam pač sistem nekje laufa, da se tam prihaja do nekih ustreznih rešitev, potem bomo morda sposobni te rešitve potem pripeljati tudi nekam drugam, ker teh večjih lastnikov ni toliko veliko in tam je zadeva lahko povsem obvladljiva. In z velikega lastnika je že dovolj samo, da je nekaj par 100 hektarjev, recimo, pa se že da problem mogoče lepo povedati. Tako da to bi bilo, drugo pa mislim, da ne. Torej, ena zadeva se je še tudi vezala, o kateri sicer nismo veliko govorili, smo jo pa izpostavili, da bo potrebno kratkem ali pa, ne vem, verjetno že v prejšnjem stoletju rešiti problem divjadi, ker to je ovira grozna. Zdaj vidim, ne vem, vsaj pred kratkim vem, da sem poslušal, nekaj sem zapeljal in je bilo že tudi na radiju, v okviru raznih kmetijskih oddaj in to govorijo, da je zdaj z gozdom pa absolutno nemogoče govoriti, oziroma nemogoče delati, ker praktično nič več ven ne pride. Stališča tukaj so na eni strani lovstvo, na drugi strani gozdarstvo ali pa lastniki imajo pač nekoliko nasprotujoča, pa zelo nasprotujoča stališča, ne samo nekoliko. In ta problem, mislim, da je politični problem, obstaja v vseh državah centralne Evrope in se ga bo treba enkrat pač lotiti. Obstajajo pa seveda, o tem nismo govorili, to je samo moje priporočilo, da prihaja do, recimo zlasti tam, kjer se pomlajuje, da se pač naredijo tele odprte strelne linije, da se ne ogozdi celotnih prostorov, ampak da se puščajo odprti prostori zaradi lova, na drugi strani odprti prostori zaradi pašnih površin in tudi se to pač zelo, zelo pripomore in da je pač treba v tistih živalih doseči, oziroma v tistih območjih doseči nek kompromis skupaj z lovstvom. To vem, da izhaja iz drugih praks progresivnega odlova. Se pravi, od vzema iz narave, dokler se pač tista faza, recimo nekje pomladitev ali pa kar je vpeljano v obnovo traja, toliko časa se potem to pelje, drugače pa ne. Ampak to je zdaj sem dodatek, bil to glede divjadi, o tem se eksplicitno nismo pogovarjali, tako da mislim, da je v glavnem vse povzeto. Pa morda še ena stvar, ker ni bila toliko opozorjena tudi, pa smo se v njej pogovarjali, to je pa, da naj se nekoliko več poudarka, pa da prostorskemu redu v gozdarstvu in da ta prostorski red bo rabo dvem stvarem. Eno stvar, da bomo lahko na osnovi tega tudi pač osveščali javnost, ki bomo jasno pokazali tudi, zakaj je demografija v gozdu tudi nujna. Druga stvar pa je zato, da bomo tudi lažje lahko te, vsaj kar zadeva gozdne habitatne tipe, jih krepili njihovo, se pravi, večjo vitalnost ali pa bom rekel, da bomo sploh nekatere ohranili. Če sem še kaj pozabil, prosim še, dajte dodati. Hvala, Marko, pa vse pač skupine oziroma za vaš prispevek. Jaz predlagam, da se zdaj vzamemo pol ure odmora. Zdaj, če bi imeli delavnico v živo, bi vas povabil dol v avlo na prigrizek, tako da zaenkrat se bo mogel vsak zase to poskrbeti, pa se vidimo čez pol ure, torej ob 1:30. Lepo pozdravljeni vsi skupaj na tretjem delu današnje delavnice. Po programu sedaj sledi razprava, nato bo krajša anketa o današnji delavnici z Mentimetrom, sledi kratka predstavitev live projekta Systemic in zaključek delavnice.
Jaz bi prosil Boštjana, če je z nami, no, da on prevzame vodenje tele razprave. Zgleda, da Boštjana še ni z nami, no, tako da bi pa morda se lotili ankete, pa potem po anketi nadaljujemo z razpravo. Bom jaz sedaj v chat skopiral povezavo za Mentimeter. Zdaj nekateri ste že seznanjeni, kako ta stvar poteka, ne? Torej kliknete na povezavo, ki je v chatu, in potem boste odgovarjali na kratka vprašanja o današnji delavnici. Na začetku je bilo na delavnico prijavljenih, mislim, da 42 udeležencev, no, tako da zdaj vidim, da nas je trenutno 8 odgovorilo, malo bom še počakal. Prvo vprašanje je seveda predvsem, da bomo vedeli potem odgovore strukturirati glede na to, na kateri skupini pripadate. Torej, 13 nas je že odgovorilo, tako da malo bom še počakal, potem pa gremo na naslednji slajd oziroma na naslednje vprašanje. Ja, zgleda, da je 15 nas je aktivnih, no, tako da lahko gremo kar na naslednje vprašanje. Tukaj vas prosim, če kar napišete vsebini te delavnice, sem glede na naslov in na povedano vsebino pogrešal. Tukaj so možnosti, da jih kar vtipkate, pa se bodo na zaslonu pa prikazovali, tako da dajte mogoče neke ključne besede, ni treba celih stavkov pisati.
Zdaj ste se pojavili že dve ključni besedi. Eno je gozdarjenje, drugo je nadaljevanje z rešitvami. Vpliv podnebnih sprememb na biotsko pestrost, rešitve drugih. No, zdaj se kar lepo nabirajo, no, tako da se lahko berete, a ne, iz zaslona, ki ga delim. Bomo še 2 minuti, no, bomo tole, ne, da vas približno 15 odgovori, potem pa gremo na naslednje vprašanje. Hvala za odgovore, pa gremo na naslednje vprašanje. Glede delavnice bi posebej pohvalil, dobro se mi je zdelo, kaj se vam je zdelo dobro pri tej delavnici. Na naslednje vprašanje bo pa seveda, kaj bi morali izboljšati oziroma kaj vam ni bilo všeč. Torej, hvala za enkrat. Zdaj pa gremo še na naslednje vprašanje. Torej, posebej bi pograjal, slabo se mi je zdelo, na naslednji delavnici bi bilo dobro, da pač mi organizatorji oziroma izvajalci izboljšamo, a ne, to je pač, da vemo, kaj moramo izboljšati.
Hvala za enkrat, zdaj gremo pa še na eno vprašanje. Katere deležnike oziroma skupine deležnikov ste morda pogrešali na delavnici? Saj mislim, da v delu po skupinah ste se tudi predstavili, tako da približno ste vedeli, z katerega dela stroke oziroma iz katere inštitucije vsak prihaja, ampak če se vam je zdelo, da bi predvsem za delo po skupinah ste pogrešali v vaši skupini kakšne predstavnike, lahko kar napišete, prosim. Hvala tudi za te odgovore. Zdaj pa še zadnje vprašanje je pa ocena izvedbe delavnice. Tukaj pa pač z drsniki greste od leve proti desni, pa ocenjujete, kakšna se vam je zdela vsebina, plenarni del, delo po skupinah, vodenje delavnice, moderiranje pa tehnična izvedba. Hvala tudi za ta prispevek, tako da sedaj smo zaključili jaz z anketo. Jaz bom sedaj vprašal, če je morda Boštjan že z nami, da lahko potem gremo na zaključke delavnice. Ja, zdravo, sem tukaj. Se opravičujem za prej, ker sem danes skačem iz enega sestanka na drugega in res mi to je šlo, pač kolegi Finci so se oglasili glih zaradi spremembe uredbe LULUCF, ampak zaradi tega se nisem mogel preglasiti. Ja, zdaj v bistvu, kar se tiče skupne razprave, mislim, da smo dobro v bistvu upozorili na probleme ali pa na izzive, v bistvu, ki nas čakajo, se pravi, po teh treh temah, da tako rečem.
Mogoče se je tudi zdaj dobro pokazalo v bistvu na neke slabosti te delavnice, ki ste jih zdajle v bistvu navedli v tem vprašalniku oziroma anketi, ne. Mogoče smo na začetku res premalo poudarili, kaj je cilj te delavnice, ne. Ne samo, da bi pač kar prazno govorili o krepitvi zdravja pa vitalnosti, a ne, ampak gre za to, da pač, če bomo nekaj naredili v tej smeri, bo pač to dobro za stabilnost gozdov in pa njihovo odpornost, v bistvu, se pravi, jaz ko gledam to ne na srednji rok, ampak tudi na dolgoročno. Jaz mislim tudi, da tule komisija dela napako, in sicer v smislu, da oni hočejo zdaj pač ponore praktično že od tega trenutka naprej začeti povečevati. Sami ste videli sliko, ki vam je pač pokazal Marko, kakšen je zdaj trend glede ponora na ravni EU, in ta se sicer zmanjšuje. To je zelo, bom rekel, dosti normalno, kajti ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi se gozdovi starajo in je načeloma, mislim, je pravilno, da se posek povečuje, ne, vsaj tako bi pač gozdarji smatrali, ne. Zdaj, kar pa želi komisija, ne, je pa, da pač bi te ponore začeli povečevati, seveda, ker pač sektor LULUCF je praktično edini sektor, ki lahko zagotavlja ponore, ne. Se pravi, v drugih sektorjih lahko govorimo o zmanjšanju emisij, a ne, ampak to zmanjšanje ne more iti v nedogled, ne, ker še zmeraj bo industrija, še zmeraj bo promet, še zmeraj bo kmetijstvo, ne, pač rabimo hrano in teh emisij ne moremo zmanjšati na nič, ne. In da za pač proti utež rabijo neke ponore, ne. Ampak problem je ta, ker pač na komisiji delajo pač ljudje, ki niso gozdarji, a ne, pač oni imajo suport strani JRC-ja, se pravi, to je skupni raziskovalni center v Ispri, tam so gozdarji, ne, ampak pač moč komisije je tukaj pač večja, ne glede na to, ali imajo tehnično pomoč ali ne, ali pa tudi v bistvu, kar se tiče znanja. In problem je ta, ker ne vidijo druge cilje pač v gozdovih, ampak trenutno samo pač ta ponor, ne. Zdaj lahko rečemo, da je pač ta skrb, ne, da je pač CO2 za vse kriv pravilna, lahko pa tudi ni pravilna, ne. Jaz imam tudi v bistvu sam, rečemo, da imam kakšne dvome o tem, ampak pustimo. Definitivno podnebne spremembe se dogajajo, zdaj, a je samo CO2 kriv za to, je še kaj drugega, to se pa da razpravljati v nedogled. Ampak kaj hočem povedati, ne? Hočem povedati to, da je pač v sektorju LULUCF imamo opraviti z naravnimi cikli in če tudi zdajle povečujemo ponore, rečemo do 2030, a ne, se nam bo to slej ka prej maščevalo, ne. Slej ka prej v bistvu moramo začeti sekati, ker sicer, če ne bo sekal človek, ne, bo sekala narava. Ker kaj se zgodi, če v bistvu odmislimo gospodarjenje, ne? Pridemo praktično do pragozda, ne, in tam vladajo, kot je Marko že povedal, motnje, ne. In kaj imamo v bistvu od tega? Slabšo kvaliteto lesa, težje sečno in spravilo, ne, bolj nevarno, bom rekel, same minuse, ne, več ali manj same minuse. In zato je sam viden vsaj za gospodarna gozdna zemljišča, ne, da na dolgi rok iz naslova gozdov je v bistvu bi mogla biti nula cilj, ne. Seveda imamo tule opraviti z drugimi zemljišči, ne, kot so travinje, njivske površine in pa mokrišča, ne, ampak tukaj mislim tudi, da bi mogel biti cilj, da seveda se zmanjšuje emisije v bistvu recimo na njivskih površinah, kolikor se to da, a ne, ampak spet pa ne za vsako ceno, ne, ker tudi tukaj v bistvu ni edini cilj oziroma ne bi smel biti edini cilj zmanjšanje emisij, ampak tudi, se pravi, ostalo, ne, se pravi, če govorimo o gozdovih, da je cilj tudi ohranjanje biodiverzitete, proizvodnja lesa, socialni vidiki in tako naprej, je recimo pa na njivskih površinah pa definitivno proizvodnja hrane, ne, se pravi,
zagotavljanja prehranske varnosti. Tako da jaz mislim, da po letu 2030, ko komisija v bistvu si je začrtala cilj doseči nevtralnost v sektorju LULUCF do 2035, jaz mislim, da že po letu 2030 se znajo zgoditi kakšne spremembe, ne. Zato, ker bojo videli, da že do leta 2030 bo ta cilj, ne, se pravi na ravni Evrope, 310 megaton, jaz mislim, zelo, zelo težko doseči. Tukaj se sicer tudi vključujejo neki pojmi, kot so fleksibilnosti, ne, oziroma prilagodljivosti, se pravi, kako se v bistvu upošteva obračun teh emisij, če se zgodi določeni članici naravna motnja. Tukaj je pač možnost uporabe nekega kompenzacijskega faktorja, oziroma vsaka članica je dobila neke kompenzacije glede na, se pravi, kriteriji so bili glede na gozdnatost in pa višino ponorov, ki jih je imelo v preteklosti, ne. To se mi zdi, da je bilo relativno fair narejeno, ne. Dočim se pa članice zelo zdaj v bistvu pritožujejo glede samega cilja za 2030, ne. Se pravi, predvsem, kako je ta cilj razporejen med članicami, no. Tako da namen delavnice, ne, je pa v bistvu, se pravi, seveda, kateri ukrepi nas bojo pripeljali, da bojo v bistvu to blaženje podnebnih sprememb ali pa v bistvu povečevanje ponorov v tem sektorju v bistvu pač, se pravi, največje, kar je lahko, se pravi, kar lahko v bistvu naredimo že zdaj, ne. Zdaj v bistvu tukaj nismo organizirali delavnice, da bi v bistvu odkrivali toplo vodo. Jaz mislim, da vsi vemo, kaj je treba narediti. Je pa v bistvu ta delavnica, se pravi kanal, zato v bistvu tudi tam, ko ste pač, ne, odgovarjali, katere deležnike ste pogrešali, mi nalašč nismo v bistvu vabili na delavnico, recimo nekih končnih, ko se temu reče, uporabnikov ali pa tisti, ki res izvajajo ukrepe, ne, se pravi, to so lastniki zemljišč, se pravi, so to gozdarji ali kmetje, kakorkoli, ampak apeliramo predvsem na vas, ki ste vključeni v neke programe, ali so to recimo, kot sem rekel na začetku, predvsem, se pravi, revirni gozdarji ste zelo pomembni, ne, ker prenašate informacije do lastnikov gozdov. Jaz vem, da te informacije prenašate, kakor se da, pač imamo sistem, ki ga imamo, predstavljam si, da v enoti, ki je pač 300 lastnikov ali pa enoti, kjer je 2000 lastnikov, je to čisto različna zgodba, ne, ne moreš do vsakega lastnika. Ampak zato je pa tudi pomembno, jaz pravim že pač, kaj tudi recimo učijo na fakulteti, tudi tam mogoče bi se mogli daj malo zamisliti ali prevetriti malo program. Tudi sami v bistvu priznavajo, da je ta bolonjski sistem marsikatero škodo naredil. Tudi sam pogrešam recimo kakšne vsebine, ki bi jih lahko vključili v visokošolske programe. Jaz mislim, če danes do nekega povprečnega študenta, pa mu rečem, kaj je to sektor LULUCF ali pa da je kdaj že slišal za rabo zemljišč, verjetno me bo debel gledal. In tudi recimo pri predsedovanju EU, zdaj v lanskem letu, ko sem pač tudi sam sodeloval, se je zelo pokazalo, da so naše kapacitete, se pravi na področju blaženja in pa prilagajanja podnebnim spremembam zelo, zelo majhne. To je pač kruta resnica, ampak tako je, ne. Pa da ne bom preveč dolgovezal, ne vem, kar pozivam vas, če je še kdo od udeležencev ima kakšen pač sporočilo ali pa vidik, da ga recimo vključimo med zaključke, kaj bi lahko še izboljšali, prenesli v prakso, se pravi neke prakse, ki se nekje že dogajajo, da jih prenesemo na druga območja. Ne vem, čisto konkretno, recimo, če nekaj dobrega delamo na Gorenjskem, zakaj tega ne delamo na Štajerskem? Zakaj recimo imamo
še zmeraj toliko velikih iglavcev na Koroškem pa na Bledu, a lahko kaj naredimo ali ne moramo nič. Čisto konkretne zadeve. Pa prosim, kar oglasite se. Jaz bi mogoče samo enih par stvari in sicer glede tega, komu je bila tudi delavnica namenjena. Ena je bila namenjena trenerjem. Se pravi, že nekaj časa opažamo in trenerji ste v principu na nek način vi. Ne? Se pravi, vi boste tisti, ki boste bodisi v neko politiko, bodisi v klasnikom, bodisi kamorkoli prenašali pač tudi določene poglede ali pa karkoli. In gre zdaj sem zaradi tega, da se je pač s temi ljudmi, z vsemi temi deležniki pravzaprav potem treba odkrito pogovarjati. Se pravi, ne gre zdaj samo, da se izpostavlja en problem, ki se ga morda rešuje, ampak da je zadevo treba videti v širšem kontekstu in potem bo morda do tega lažje prišlo. Druga zadeva, kar bi takoj povedal, je to, da recimo to, kar je Boštjan načel, Slovenija, kar je seveda zadeva politike, na katero mi nimamo vpliva, ampak vendarle izpostavim, Slovenija verjetno nima veliko rezerv, ne? Se pravi, rezerve v Evropi za zmanjšanje tega ponora, če jih bodo iskali v Sloveniji ali pa v neki Švici ali pa morda tudi še v Avstriji, pa tle jih ne bodo našli. To so že zdaj visoko, pa vsaj Slovenija, Avstrija, razmeroma visoko gozdnata država, prostora tukaj ni in kar je pomembno, zaloge so zelo visoke. Ne? Zaloge je treba potem iskati v tistih državah oziroma dvigovati to možnost, kjer so zaloge nizke. Ne? In te države se vedo, so tudi po svetu, se pravi v Avstriji oziroma v Evropi, to velja predvsem za Mediteran. Skandinavija ne more dvigati na 300 kubikov lesnih zalog, neka Finska ali pa Švedska, lahko jih pa dvigne na 300, recimo Francija. Francija ima še danes zelo nizke zaloge in to predvsem zaradi tega, ker ima precej devastirane gozdove in zato, ker ima ogromno panjevcev. Ampak tukaj bo spet en drug konflikt izbil, zato, ker zdaj so na panjevce svet navajen in mi gledamo svet biotsko pestrost od zdaj naprej. In čim se bo pojavil tam visoki gozd, za katerega je dokazano, da se biotska pestrost v njem zmanjšuje, potem bo spet nekdo skočil v zrak in bo začel tuliti, biotska pestrost se nam spet zmanjšuje. Tako da hočem povedati to, da problemi niso enostavno rešljivi, ampak je v njih enostavno se treba začeti pogovarjati in začeti delati konsenze treba. Samo tako bomo lahko rešili. Jaz, ker sem bil, eno priliko sem imel, da sem bil pač v tujini dlje časa in sicer v tisti državi je bila lesna zaloga zelo majhna, je pa precej veliko gozdov. In tam noter je recimo samo to problem, da je način gospodarjenja zdaj tak, da gospodarijo praktično s panjevci, ki so že praktično genetsko zelo deformirani, ker se že generacija na generacijo recimo zmanjšuje ta, bom rekel, moč panjev pojema. Lesne zaloge pridejo tam nekje na 150 kubikov, lahko bi pa lesne zaloge ravno tako znašale 300 kubikov. In ker bi se to v nekatere države lahko to preneslo, bi se seveda s tem povečalo akumulacija tega znamenitega CO2, samo nastane pa seveda en drug problem, kdo bo toliko v te gozdove vlagal. Zato, ker potem je to seveda zadeva z nego, zadeva zasadno, zadeva s posebno novimi drevesnimi vrstami, gozdove je treba konvertirati, to tudi za Evropo velja, recimo za Francijo, za Španijo in tako naprej. Gozdove potem je treba marsičem spremeniti, kar je spet varstvo narave nekoliko proti. Tako da jaz mislim, da rezerve ali pa bom rekel načini, kako nekaj spremeniti, marsikaj obstajajo. Problem je samo to, da so mogoče preveč različni cilji in na koncu se bo treba odločiti tudi o prioritetah. Ali zdaj bolj pomembno, da imamo recimo visoke lesne zaloge, pa imamo tudi to, ali bomo pa zdaj samo rekli, da je vsaka stenica na tem svetu pomembna. Se načeloma je, ampak hočem povedati, prioritete vendarle morajo biti potem ustrezno postavljene, da ni vsaka stvar čisto enako pomembna, ampak je ena bolj, ena pa manj. In tretja stvar, kar predlagam za tale praktični pristop, to se pravi za naš, to, kar je Boštjan izpostavil, to pa gre zdaj za dobre prakse. Jaz mislim, da v Sloveniji je kar nekaj ljudi ali pa kar nekaj tudi lastnikov zaradi mene ali pa kar nekaj takih prostorov, kjer bi se lahko, kjer obstajajo problemi, evidentno so dokazljivi, danes smo recimo o njih govorili, recimo primer obnove to se pravi v močno poškodovanih gozdovih in te recimo površine so lahko grejo v desetine ali pa stotine hektarjev. Se pravi, taki problemi jih v Sloveniji ni problem najti.
Dajmo že enkrat, ali pa naj se že enkrat naredijo oziroma kreirajo ustrezni projekti, ne, in gremo v popolnoma praktične probleme oziroma praktično reševanje teh se pravi okoljskih problemov, s tem, da se pač za nek projekt pripravi res konkreten načrt, da se ga ogozdi tako, kot je treba, da se potem tudi izvaja konkretna nega in tako naprej. Tukaj bo treba nekaj denarja potem vložiti tudi v take stvari. En tak projekt, ki smo ga mi pred leti delali, je bil recimo Go for Mura, kjer moram reči, da smo nekaj 10 hektarov na novo dobovega gozda spostavili, da smo spostavili jelševe gozdove, da smo delali to in upam, da bodo te stvari zdaj tudi sledili, da se bo videlo tudi, kakšna je bila praksa. In mi moramo danes prakse rešiti tudi recimo z vidika obnove, se pravi, a gremo v otoško obnovo, ali gremo v pasovno obnovo, se pravi v obliki pasov ali v obliki nekih otokov, ali bomo vse pustili naravi, ali bomo vse umetno pogozdili, pač tiste 2500 smrek ali pa ne vem česa na hektar in tako naprej. O teh stvarih se je treba dogovoriti. In tukaj zdaj ne gre samo za dogovor, te stvari je treba najprej sprobati, predno to prenesemo potem v kompletno Slovenijo, ker je to popolna neumnost, ne. In takih primerov je veliko, žal pa ne vidim tistih korakov, ne, da bi tudi neki praktični projekti bili naravnani, včasih gre za popolnoma vesoljsko znanost, ne, in včasih tudi, bom rekel, nerazumevanje ustreznih odločevalcev ali pa, bom rekel, tega, da bi teh projektov bilo nekoliko več, ne, ker nam zdaj ni treba iskati samo zdaj to, da iščemo neke nove teoretične rešitve in te stvari, mi moramo predvsem razviti dobro prakso, kako se z lastnikom pogovoriti in ga prepričati, da ne nekaj naredi in ko bo on potem tu zato, potem mu to tudi naredimo, magar tudi nekaj z javnimi sredstvi, on bo pa naprej vzdrževal in to sem zaradi tega zdaj, da pridemo do te dobrih praks. Ko se bo pa enkrat zvedlo, pač da dobre prakse obstajajo, pa mislim, da bodo tudi drugi sledili. Nazadnje tudi potem lahko sledi to, da se bodo ljudje boljše povezovali, če bodo ustrezne subvencije in tako naprej in tako naprej. Toliko bi jaz povedal, ne. Mislim, da je osnova dejansko to prvič, da se o teh problemih odkrito govori, izpostavil bi predvsem demografijo in te stvari, da se je treba tam, tako kot se pogovarjamo o starem narodu kot Slovencev, ali pa ne vem, bom rekel, kjeri so še stari narodi, Finci recimo, ali pa nekaj jih je še v Evropi, ki so tudi bolj na repu, Nemčija recimo, pa gre za velike nacije, probleme se rešujejo pač na različne načine in dajmo samo to povedati, da tudi v gozdarstvu dejansko tudi je demografija problem in da bo treba s to demografijo nekaj narediti. Potem drug problem vidim, oziroma drugo napotek vidim v temu, da se potem nekaj področji izbere, morda nekaj na Krasu, nekaj druget, na Gorenjskem, nekaj bolj v panonskem svetu in da se tam praktično štarta z nekaterimi projekti, ki trajajo ne zdaj 1 leto pa pol, pa 2 leti, ki je treba narediti. To so projekti, ki trajajo lahko 4 do 5 let. Te projekte je treba ustrezno financirati in potem spremljati njihove učinke. In tako bomo v tem prišli v nekem obdobju 10-15 let do teh dobrih praks in potem bomo lahko tudi delali. Dobrih praks ne moremo razviti v 3 letih in je tudi skoraj škoda takih projektov, ki rečejo v 1 letu pa pol, po 2 letih mi dajte te rezultate, ker tega ni mogoče. To bi jaz povedal k temu. Hvala lepa. Se lahko še jaz javim? Ja, seveda, kar povej, Peter. Ja, zdaj, jaz, kakor vidim, sem ostal zadnji predstavnik, če ne štejem Umanotere, recimo na naravovarstveni strani. Lahko verjamete, da mi dobro vemo, da je za vsako stvar primeren čas in kraj. Se pravi, imamo v Sloveniji dovolj regij, tudi za kakšen pragozd, imamo dovolj gozda za zelo intenzivno delo z njim in tako naprej, tako da iz strani vsaj ZRSVN-ja vas ni treba biti strah, da bomo pa mi kar nekaj vse štopali. Bi pa mogoče samo pokomentiral, da imam občutek že precej let, da je naše gozdarstvo zelo zadovoljno samo sabo. Mi najbolj delamo z gozdom, drugi ne znajo, vse je super, vse, kar delamo, je top, nič ni treba spreminjati.
in to ne pelje v pravo smer. Mislim, da bi mogli precej samo refleksije tudi imeti, no? Ker vse, kar delamo, zagotovo ni dobro, ne na kratek, ne na dolgi rok. Menim pa, da moramo v resnici spremeniti načine, pristope, organizacijo in tako naprej. Ker tako kot so že moji predhodniki rekli, veliko manevrskega prostora za prilagajanje nimamo. Strinjam se pa tudi zelo s tem, kar je doktor Kovač rekel glede teh projektov. Te sheme, trenutno, ki jih imamo, razni CRP-i, pa to, vse to že trobimo dolga leta, ne. To je popolnoma neprimeren način financiranja, bi rekel, znanosti in strokovnega dela. In v resnici bi mogli to izboljšati, ker ne moremo kar prenašati neke stvari iz drugod, ampak je dejansko treba pri nas kaj sprobati, no. Ja, Peter, hvala za ta komentar. Jaz se zelo strinjam glede tega, kar si rekel o samorefleksiji, ne. Ne vem, jaz mislim, da bi si mogli malo čistega vina naliti. Škoda je, ker danes je tudi kakšen profesor v bistvu iz oddelka za gozdarstvo z nami, da bi še on mogoče pokomentiral malo, kako pač vidi slovensko gozdarstvo. Ampak seveda, ne, če bi pač pogledali neke kazalce, ne, ko bi rekli, koliko smo mi pač uspešni pri gospodarjenju. Niti ne bi rekel, da je to pač realizacija načrtov. Bolj bi rekel, ne, koliko gozdarstvo prispeva k BDP-ju, ne, koliko imamo delovnih mest. Te stvari. In definitivno se moramo vprašati, kaj mi hočemo od naših gozdov, ne. Mogoče pa les ni največji cilj, ni na prvem mestu, ne. Mogoče je pa res to, ne vem, neka rekreacija, ampak potem se moramo vprašati, a moramo mi strukturo gozda kaj spremeniti, ali drevesno sestavo zamenjati, ali kakšno pot novo narediti, ne. Ne, ali je cilj, da bomo imeli pač ponore, ne. A je to naš cilj? Ali je cilj, da bomo imeli vse habitatne tipe v ugodnem stanju, oziroma da se pač trend izboljšuje? Pač najprej si moramo po moje postaviti ta prave cilje, ne. Kaj mi hočemo od teh gozdov? Pa to govorim, ne, kot gozdar, ne glede na to, da je ta delavnica, bom rekel, prvenstveno namenjena blaženju podnebnih sprememb, ampak stvari so med sabo tako, bom rekel, povezane, pa da velikokrat, ne, gre eno z drugim, ne. Se pravi, če bomo imeli dobro biotsko pestrost, uravnotežene gozdove, pač po starosti, to pomeni, da bodo bolj odporni tudi na ujme, in tudi to pomeni, da bomo imeli potem verjetno tudi kakšne emisije prehranjene, da ne bi imeli pač kakšnih vetrolomov. Gotovo so stvari povezane, no. Kar izvoli, Miha. Ja, hvala. Že tako prej sem se pravzaprav zahvalil, da ste začeli odpirati teme, ker se je treba začeti pogovarjati, no. Tudi ministrstvo tule Uroša, vidim, da je zraven, upam, da posluša, da bo prenesel naprej, ne samo naše, ampak več vas je reklo, da se moramo začeti pogovarjati. In gozdni dialog imamo pravzaprav bolj kot ne na papirju, no. Če se zdaj v zaprtem krogu pogovarjamo, si lahko direkt rečemo, da se pač ne pogovarjamo dovolj odprto o problemih, ki so sistemski. Ne bomo pa
naredili sprememb, brez da spremenimo nekaj tudi drugega, kot pa sem govorimo. Treba bo še kak zakon malo spremeniti, pa kaj o načrtovanju je bilo rečeno, pa prilagajati se. Ne moramo 30 let še naslednjih 30 let Zavoda za gozdove isto delati, pa vsaj malo se je treba spreminjati, no, s časom in prilagajati. To je pač moje mnenje, no. Hvala. Še kdo mogoče? Ministrstvo? Če vas malo pozovem, ne vem, če je še kdo z nami, Uroš ali pa Simon mogoče. Kakšen je vaš vidik? Sicer pa mogoče kdo iz Zavoda za gozdove, no. Kako vi vidite zadeve v slovenskem gozdarstvu? Boštjana, se lahko jaz malo oglasim? Ja, seveda, Barbara. Ja, jaz malo poslušam, pa me samo to zmotilo, no, ker pri podnebnih spremembah, zato če smo sami doktorji, pol je neki pač vrednosti bilo dane izobrazbi pa znanstvenem konsenzu, ne. Tukaj pač ne moramo dvomiti o tem, da pač so podnebne spremembe največja grožnja človeštvu in da pač zdaj posebej to zadnje poročilo IPCC opozarja, da v bistvu obstajajo te neke meje prilagajanja in te bomo dosegli, ko pridemo na 1,5, zdaj smo pa na 1,2. Tako da tukaj v bistvu ne moramo sanjati o ničemer, če pač ne dosežemo teh znižanj emisij, zato tudi najbrž komisija toliko sil v to smer in definitivno je to edina smer. Pač mi moramo narediti znižanja v vseh sektorjih, drugače pač tudi gozda ne bomo imeli, ker pač Slovenija se je že toliko ogrela in se bo še naprej ogrevana in tukaj pač rabimo samo en velik požar, pa tudi gozda ne bo več. No, toliko sem hotela omeniti, da pač dejansko so to najbolj nujni cilji. Hvala. Hvala. Še kdo? Boštjan, veš kaj, mogoče zgleda, da so ljudje, malo smo prekoračili že čas, ki smo ga namenili za to delavnico, ne, tako da zgleda, da so ljudje že, ali so vse zvedeli, ali so pa tako utrujeni, no, tako da mogoče bi jaz predlagal, da nam zdaj na kratko še Andrej Breznikar predstavi en live projekt, ne, potem pa gremo kar na zaključek delavnice. Ja, se strinjam. V redu, hvala pol za besedo. Zdaj,
Mičken smo mogoče malo široki danes, no, vsaj tak občutek imam, premalo koncizni v določenih zadevah, ampak glede na temo, ki je bila tudi zelo široko postavljena, mislim, da bi rabili tudi en skupen pregled vseh dosedanjih dogajanj na tem področju, na primer. Moram reči, da je ta naša neobveščenost v sektorju mogoče včasih malo moteča, predvsem zato, ker neke zadeve že obstajajo, projekti so sproducirali strašno veliko zelo konkretnih in pa uporabnih zaključkov, ampak na nek način pa ti zaključki ne dosežejo tistih, ki bi jih mogli pri svojem delu uporabljati. To zgolj za uvod tega zadnjega dela. Bil sem pač povabljen za to, da predstavim tudi projekt Life Systemic, na katerem smo partnerji v Sloveniji, inštitut in pa zavod. Sem mislil, da bo to že, v bistvu, da bo malo prej v današnji delavnici, ker mogoče bi bile kakšne zadeve tudi uporabne za samo debato, diskusijo, ampak kakorkoli že, če dovolite, ne želim vam vzeti veliko časa. Lahko jaz kar delim tole, ne? Ja, prosim. Tako da, tako je, v redu, ne. Vidimo in slišimo, ja. Ja, in sicer zakaj tole sploh danes predstavljamo? Dejstvo je, da projekt Life Systemic rešuje enega od teh ključnih problemov, o katerem se danes tudi pogovarjamo, in sicer kako modificirati sonaravno gospodarjenje z gozdovi v smislu prilagajanja na podnebne spremembe, ampak tu z posebnim ozirom na genetsko strukturo populacij gozdnega drevja. Zdaj, kaj je cilj? V tem debati, v tej pri tretji skupini, ki se ukvarja z biotsko raznolikostjo, smo tudi omenjali to, da je pač genetska pestrost del biotske in na katero ne smemo pozabiti. Je pa zanimivo, da včasih ukrepi za zagotavljanje genetske pestrosti niso isti kot pri biotski pestrosti. Skratka, pri genetski gre za variabilnost na nivoju samega genskega materiala in ta lastnost naravnih populacij, genski viri, je tista, ki nas lahko reši v tem pogledu podnebnih sprememb. To je tale slika, zakaj ima ta bukev drugačno fenologijo od ostalih, ne, in mogoče... Andrej, samo malo, mogoče daš na prezentacijsko, zato ker jaz, ne vem, če ostali tudi vidimo samo prvo sliko, no, tako da... Se zdaj premika, ne? Ker jaz vidim to ta drugo, ne? Aha, jaz pa vidim samo ta prvo, no, tako da verjetno moraš dati v presentation mode in... Se upravičujem. Ja, samo toliko, no, da... Kaj pa zdaj le vidimo cilji projekta? Ja, zdaj pa vidim bukov pa cilje projekta, ja. Ja. A lahko tako pustimo, ali... Jaz to v redu vidim, no, tako da... V redu, dobro, gremo tako skozi, vse bomo zelo hitro tole naredili, no. Skratka, dejstvo je, da je ta evolucijski proces in pa genetska pestrost ohranjajo ta prilagoditveni potencial gozdov na spremembe v okolju in zato je tukaj dragocena zadeva. In prav je, da se s tem tudi ukvarjamo, ne. Zdaj vidimo naslednjega. Cilji projekta Life Systemic, ali ne? Ja, jaz vidim drugo prezentacijo, drugi slajd, no. Vidiš bukev? Bukev na desni, ja. To pa ni prava, vredo. Je pa takle, zdaj pa vidim, ja. Dobar, cilji projekta Life Systemic. Skratka, želimo pogruntati to povezavo med genetsko pestrostjo določene populacije v gozdovih in pa ukrepi gospodarjenja z gozdovi, ki vplivajo na to genetsko pestrost. To se pravi, s tem v bistvu zagotavljamo neko varstvo gozdov pred negativnimi posledicami podnebnih sprememb. In eden od teh rezultatov je en gozdno-gojitveni model, ki mu rečemo gen biosilvi, in sicer ta naj bi pač vključeval te napotke, te model odločanja pri trajnostnem gospodarjenju z gozdovi, ki zagotavlja na nek način najmanjši učinek na genetsko pestrost posameznih populacij, ne. Potem
Sistemik je pač projekt Hrvaška, Slovenija in pa Italija, o skoraj 3 milijone evrov, traja pa tam do konca avgusta leta 2024. Vodilni partner je Univerza v Firencah. Zdaj v tem modelu imamo pa seveda strukturo različnih ukrepov, različnih aktivnosti in od teh klasičnih, kot so pripravljalne aktivnosti, potem diseminacija, komunikacija, vodenje projektov, spremljanje učinkov projekta, je tule zdaj ključno ta B del, ki ga bomo podrobneje pogledali. Sicer v pripravljalnih smo na primer določili vse te lokacije, ki jih vidite na temle zemljevidu. To so lokacije za 30 različnih demonstracijskih ploskev in sicer, ki so namenjene glavnim drevesnim vrstam v tem okolju in to so jelka, črni bor, potem bukev, pinija, tale mediteranski hrast, puhasti hrast, potem tudi dob. Skratka, ena cela serija drevesnih vrst, na kateri bomo pač raziskovali to vpliv gospodarjenja na genetsko pestrost. Ta B sklop, ki je, kot rečeno, najbolj pomemben, kaže na to, v njem pač želimo pač oceniti to možnost ohranjanja genetske variabilnosti gozdnih sestojev in sicer imamo kombinacijo dveh analiz in analiza podatkov, klasičnih gozdarskih podatkov iz gozdne inventure v samem sestoju in pa ena detaljna analiza genoma teh populacij gozdnega drevja z nevtralnimi in pa adaptivnimi molekularnimi markerji. Zadeva precej nova in v tem sklopu B se pač s tem ukvarja. B1 ima kot rezultat to analizo, potem imamo naslednji sklop, je pa B2. Ta B2 je namenjen produkciji tega napovednega modela GenBioSilvi in v okviru tega bomo analizirali biotsko raznovrstnost na 3 ravneh, na genetski, vrstni in pa ekosistemski. Skratka, gre za širše kot samo genetsko pestrost, gre v bistvu za biotsko pestrost. Rezultat naj bi bil pa ta model. Potem se ukvarjamo tudi z vse drevesne vrste v naši študiji se zanašajo na svoje ektomikorizne glivične simbionte in raziskujemo tudi vpliv gospodarjenja z gozdovi na tem nivoju, to se pravi na biotsko raznovrstnost teh simbiontov. Tu je spodaj zadeva delana v Italiji, tudi v času covida so bili vsi ti vzorci transportirani v Italijo v roku 48 ur, kot je predpisano v protokolu. Potem imamo tretji del tega B sklopa in sicer tu pa preučujemo, kateri so zdaj tiste prakse gozdnogojitvenega ukrepanja, ki v bistvu najbolj prispevajo k genetski pestrosti te lokalne populacije. Tu gre tako za te klasične ukrepe za sečnjo, kot tudi te ukrepe pri sami obnovi gozdov. In v tej obnovi, pri obnovi gozdov raziskujemo recimo v krakovskem gozdu vpliv poskus z pepelovko. To se pravi, vi veste, da je pepelovka pri hrastu eden ključnih problemov, lahko zelo zmanjša uspeh sadnje, lahko zelo zmanjša perspektivo prihodnjega sestoja, zato preučujemo tako možnost uporabe različnih fungicidov, ki so biofungicidi, možnost uporabe biološkega nadzora, to se pravi z takimi ekstrakti glive, ki pač uničuje hrastovo pepelovko in en del rezultatov projekta bo pač vezano tudi na ta del. Potem želimo zadeve prenesti v Evropo, zato se ukvarjamo z tem, da se lahko izsledki ponovijo in pa prenašajo tudi v druga okolja. Z našimi ploskvami je pokrito 13 evropskih rastičnih tipov.
In zato jaz mislim, da bodo rezultati precej uporabni tudi v ostalih delih Evrope. Na koncu še klasične aktivnosti v zvezi z spremljanjem učinkov projektnih aktivnosti in pa ozaveščanjem javnosti in diseminacijo rezultatov projekta, ki je pač klasika vsakem od teh live projektov, kateremu se tudi posvečamo tudi pri nas. Skratka, jaz mislim, da bomo na ta način vseeno prispevali malo predvsem k temu vprašanju, katero gospodarjenje zdaj zagotavlja ustrezno genetsko strukturo. Na to dostikrat preveč pozabimo. Klasično izbiralno rečenje v smislu genetske strukture lahko precej problematično, saj zelo zoži to genetsko pestrost. Mogoče danes nismo tudi rekli, kaj dosti o teh alternativnih načinih, tako rečen kot ostalih negovalnih ukrepov. Veliko je že razvitega tudi v Sloveniji v zvezi z situacijsko nego. Naprimer, situacijska nega je ena od teh rešitev, ki je zelo zanimiva, saj na eni strani ohranja to kolektivno stabilnost sestoja, na drugi strani se pa tudi osredotočamo na recimo v smislu kvalitete, tiste najbolj pomembne osebke v sestoju. No in mogoče ta model, kako modificiramo en klasičen ukrep izbiralnega rečenja, ta model je tudi uporaben pri celi seriji drugih gozdnogojitvenih ukrepov v sestojih in to je po moje en od tistih del, ki jih pač moramo pri samem prilagajanju ukrepov na neke prihodne bolj zapletene razmere po moje zelo upoštevati. To bi jaz imel, hvala lepa vam. Ja, hvala Andrej za to super predstavitev, tako da mislim, da je bilo to v redu. Zdaj, če ima slučajno kdo, oziroma če ima kdo kakšno vprašanje za kolega Breznikarja glede tega projekta, bi prosil, da vpraša, drugače bi pa prosil Boštjana, da nekako zaključi uradno to delavnico. Ja, mogoče se strinjam s kolegom Andrejem, ker je rekel, da smo bili danes malo preširoki, se strinjam s tem, ampak po drugi strani se mi pa zdi, da je prav, glede na to, da je to pač prva delavnica na področju gospodarjenja z gozdovi, se mi zdi, da je bolj, da je malo široka in da pač opozorimo na probleme, ki obstajajo in je dobro, da se jih zavedamo in opozarjamo na nje. In po eni strani pa tudi recimo vse tele stvari, recimo, ki jih je Andrej pokazal v tem projektu, pa še v marsikaterem drugem, se strinjam, veliko rezultatov je v bistvu že na voljo, ki bi jih lahko boljše implementirali ali v prakso, ali pa konec koncev pri našem delu. Ampak, če ne bomo problemov začeli reševati, se pravi, od teh, katerih smo danes pač opozarjali, ne vem, kako se bojo potem te rezultati na nižjih nivojih, ali iz projektov, ali pa iz kakšnih drugih aktivnosti začeli prenašati v prakso. Ne vidim luči na koncu tunela. Glede na zadnjih 20 let, nažalost. Pa nočem nič grajati na splošno stroke, nočem na nikogar kazati s prstom, ampak prav se mi zdi, da opozorimo na probleme in kot je rekel tudi Mihael, da se pogovarjamo. Če se ne bomo pogovarjali, ne bo napredka. Tako da hvala vam lepa za udeležbo na delavnici danes. Upam, da smo odnesli vsi nekaj od tega in pa da boste v bistvu znanje ali pa informacije, ki ste jih pridobili danes, uspešno prenašali naprej v okviru svojega dela. Hvala. Marko bi še nekaj povedal. Aha, Marko, izvoli. Jaz bi samo to rekel, glede na to, pač glede kako naprej. Mi imamo še neke delavnice predvidene. Teme smo danes videli, da se dosti prepletajo. Jaz se zelo strinjam, da je bila tema
zelo široka, to je praktično, če bi še izkoriščanje noter dali, če malo ekonomije, bi imeli kompletno gozdarstvo, ne, kar seveda ne gre. Je pa ena stvar, kar je morda res, ali pa kar je bil tudi cilj, da se pravzaprav tako zastavi, kot je, in tudi prevzemam odgovornost pač za širino, ne, tudi če ni bila ta prava, je pač to, da so problemi zelo, zelo vezani in da se ne more izolirano delati eno mimo drugega, ne. In tukaj, kar je še, bi pa za naslednje delavnice, potem samo to rekel, danes mislim, da imamo lahko vsaj 2 do 3 vrste ali pa 2 do 3 teme za naprej in da bi mogoče kot zaključki te delavnice pravzaprav izbrskali tiste probleme, pa bi probali potem na neki drugi delavnici, ki bo čez čas, ne, nadaljevati to zadevo, upajmo potem tudi, da v podobni sredini, ne, in tam bolj podrobno definirati in mogoče celo pripeljati do tega, kako praktično se določenih problemov rešiti, ne. Moram pa reči, da ena stvar je, in to malo pogrešam, in sicer to je predvsem vloga odločevalcev, ne. Na koncu koncev, danes je bilo povezano z vlogo projekta, tukaj bi samo omenil, mi smo imeli recimo projekt GoFormura. GoFormura je trajal, mislim, da je trajal 2 leti ali pa 2 leti pa pol, nekaj takega, skratka bil je precej kratek ta projekt, ne. V začetku so celo rekli, da ne bi bil leto pa pol, ker se je prepozno začel. Če sem se zdaj kaj zmotil, ni pomembno, ampak skratka, ko mi smo vse delo naredili, pol so nas pa tam na ministrstvu pa stiskali, ne, zdaj mi pa povejte, kakšna bo kontrola, ne. Glejte, če to odločevalcu ni jasno, ne, da ti nekaj narediš in da rabiš do kontrole potem vsaj 5 let, da mine in potem poveš, kakšen je rezultat kontrole, potem Bog pomagaj, ne. In mi se moramo tudi o projektih potem začeti na tak način pogovarjati, da dejansko potem lansiramo neke take vzorčne projekte, bodisi, ki bodo potem obravnavali recimo obliko obnove, da bomo obravnavali v njih recimo preverbo recimo sedajnih nestojnih sestojev ali pa bom rekel, preveč občutljivih z vidika stabilnosti, v neke bolj stabilne oblike, da se bomo lotevali problema recimo, bom rekel, konverzije listotih gozdov ali pa recimo iglastih gozdov v mešane gozdove in tako naprej. To mora biti načrtni projekti. In tam ni zdaj zadosti samo, da o tem govorimo in potem nič ne naredimo, razen kar se v naravi samo zgodi, ampak da dejansko delamo potem eksperiment, tudi preverjamo sproti in tako naprej. Samo to bo zahtevalo od odločevalcev veliko podporo, nekoliko več denarja in predvsem popolnoma drugačen pogled na projekte, zato ker take projekte se v obdobju 2 do 3 let ne da reševati, nobenega eksperimenta se v roku 3 let ne da narediti, razen da se naredi eno terensko snemanje in zdaj se nam dogaja to, da moramo samo iz tujine prenašati neke, kaj je v tujini model pokazal, kaj je skratka tam neka analiza pokazala, namesto da bi te analize potem preverjali in pa te dobre prakse preverjali tudi v našem domačem prostoru. In to je moj napotek, da pač v eni v okviru mogoče eno delavnico izmed, ko bo še 3 delavnice, mislim, da so naslovi niso tako različni, da ne bi mogli tudi v okviru ene delavnice potem posvetiti temu, da bi iz te delavnice danes, ki je načela praktično 2 temi, ne, da bi se toliko omejili na neko določena vprašanja, recimo samo, bom rekel, zagotavljanje stojnosti ali pa načini obnove in da v obliku tiste delavnice potem mi definiramo en projekt, ki bi ga potem dejansko lahko tudi pripravili od ministrstva oziroma od plačnikov, pa seveda upamo, da bodo ta projekt tudi podprli, ker drugače je vse skupaj zastonj. Hvala lepa. Okay, hvala, Marko. Mislim, da lahko zdaj zaključimo delavnico. Kot sem rekel, hvala še enkrat za udeležbo, no, pa uspešno prenašam te informacije v okviru svojega dela. Hvala vsem in nasvidenje na naslednjih delavnicah.